Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Ajdovščini, kjer se bo kmalu začela tekma 29. kroga prve slovenske nogometne lige. V športnem parku Ajdovščina se bosta pomerili ekipi domačega Primorja in pa Brava. Gre za derbi nomadov, če se malce pošalimo. Jasno, en in drugi so prvenstvene preizkušnje v tej sezoni gostili na dveh različnih stadionih. Žal pa se niso sestavile kockice za to, da bi se Četi Arnola in Anđelkovića danes srečali na četrtem različnem stadionu, drugič zapored, torej Šiškari gostujejo v Ajdovščini, niso torej igrali v Novi Gorici, ampak pustimo te zadeve ob strani. Poglejmo si, kaj se je že dogajalo v 29. krogu. Nogometaši Radomelj so včeraj 4-1 ugnali Lendavčane. Olimpija Koper 1-1, morda žarek upanja za Mariborčane, ampak mislim, da prav visoki apetiti v Ljudskem vrtu vseeno niso, tudi po tem, ko je Sančezova četa včeraj oddala 2 točki. Še enkrat bi bilo dobro videti ta počasni posnetek. Jermol, priložnost da in ni zadetka Žana Beširja. Boginja Fortuna se tu nasmehnila 24-letniku, to da slaba reakcija. Šatri se bori, ampak Jakšič ga je zaprl. Tudi 2 letali sta že preleteli mestni stadion v Ajdovščini. Išek Rafiju. Krasno Bešir, Rafiju do strela in gol! Išek Rafiju! 25. minuta, Primorje vodi z 1-0. Tretji gol 24-letnega Nigerica v tej sezoni, prvi, ki ga je dosegel pred svojimi navijači. Val ugodja je zadel privržence domače zasedbe, sijajen projektil Išaka Rafijuja, ki je dobil Orbaniča na napačni nogi in Ajdovci so prišli do vodilnega zadetka. Verjetno najlepši zadetek Rafijuja v karieri. Žan Bešir mu je priskrbel žogo, na to pa res močan strel, silovito in natančno. Matija Orbanič ni imel odgovora. Mutavčič, Mirko Mutavčič, Zavnik pa Jermol v bloku Beno Selan. Lepa akcija, predvsem kombinatorika strani Ajdovcev. Jermol na desno do Dedića. Mirko Mutavčič. Jermol, veliko prostora za Beširja, Žan Bešir, Orbanič brani. Matija Orbanič se je zelo izkazal v tem primeru. Bešir pa zdaj osvaja prostor, Bešir na levo, Išak Rafiju, Atemona ob njem, Išak Rafiju do strela mimo desne vratnice Orbaniča. Margulič do Šatrija, Festim Šatri, ali se bo odločil za strel? Festim Šatri! Sijajen projektil Hrvata, toda Matija Orbanič je zveznemu nogometašu Primorja tu prekrižal načrte. Ni bila to tako drzna napoved. Matic Zavnik na Guliča, Margulič, Kadrič do gola, Haris Kadrič, Primorje je podvojilo prednost. 67. minuta, Haris Kadrič je odpadek pospravil v mrežo Matije Orbaniča in varovanci Milana Anđelkovića verjetno zdaj že vohajo 3. zmago na tem stadionu v tej sezoni. Haris Kadrič razpira krila v tem koledarskem letu, odkar se preseli v Ajdovščino, je to že njegov 3. zadetek. Natančen je bil proti Mariboru, Radomljam in zdaj seveda še proti Bravu. Margulič je tu imel kar precej prostora, dober udarec Guliča. Haris Kadrič pa je izvrstno spremljal akcijo, pričakal odbitek in žogo torej pospravil v tekmečevo mrežo. Težko se bodo Šiškari pobrali. Haris Kadrič zdaj lepo mimo Angesoja, ki je že na rumenem kartonu in to bo izključitev. Anš Angeso mora predčasno v slačilnico in verjetno je izpuhtelo ljubljansko hrepenenje po pozitivnem rezultatu. Matic Ivanšek pa je na levi poiskal Stankovića. Selan je zdaj napravil dobro gibanje, Beno Selan
Selando strela, Posavec ima težave, to da izvrsta parada Josipa Posavca kljub ugodnemu podnebju. Tu je zdaj Fogec, Fogec pred vrata, Kadrič in gol, Haris Kadrič, tekma je dokončno odločena, 3-0 vodijo Ajdovci. Tik potem, ko smo vstopili v zadnjo šestino obračuna, je Haris Kadrič še drugič danes ugnal Matijo Orbaniča in tako prišel do 4. gola v tej sezoni in skupno do 11. v prvi slovenski nogometni ligi. Haris Kadrič je torej izkoristil dobro podajo Maja Fogca. Poglejmo še enkrat to akcijo. Lažje seveda je, ko ima številčno premoč. Tudi Rak ima veliko zaslug za ta gol. Pravočasno je tu Srb zaposlil utegajočega Fogca. Fogec je lepo dvignil glavo, Haris Kadrič pa se je znašel v tej super gneči. Milan Anđelković, iskrene čestitke za zmago, res odličen odgovor po reciva nekoliko skromnejši predstavi proti Olimpiji. Ste pričakovali, da se boste danes v tako zgodni fazi že bolj kot ne zagotovili 3 točke? Hvala za čestitke. Če sem iskren, ne, ker je Bravo zelo dobra ekipa, čvrsta, konkretna, tako da smo zelo veseli, zelo pomembna zmaga fantom, vsaka čas izgrali so in gremo dalje. Prvič po novembru ste tudi ohranili nedotaknjeno mrežo, verjetno ste zelo veseli tudi za Josipa Posavca, ki je prišel do prvega tako imenovanega klinčita v prvi ligi. Ja, upam, da bom kaj prinesel, da bo naslednji dan v garderobi kakšni rogljički ali pa kaj za pojesti, za popiti. Ja, seveda, vedno je 0 dobrodošla, to pomeni, da smo čvrsti in, kot pravim, obramba zmaguje. Spodobilo bi se, da nekaj prinese izvrstna predstava, pa tudi Harisa Kadriča proti bivšemu delodajalcu. Zdi se, da ste ga res odlično prebudili, potem ko v prvem delu sezone ni dosegel nobenega gola za Nafto. Pa jaz mislim, da je Haris zelo kvaliteten igralec, mogoče mu ta okolje odgovarja, tako da sam se je prebudil, če smo mu kaj pomagali, lepo, ampak mislim, da bo še veliko dosegel, ni rekel zadnje. Vsekakor zelo dobra popotnica za primorski derbi. Kaj lahko napoveste pred obračunom s Koprom? Pa napovem lahko to, da bomo šli v tekmo tako kot vsako, 3 točke nos ta tekma, probali bomo igrati naš nogomet. Mislim, da smo neki proaktivni nogomet igramo, da hočemo biti protagonisti in tako bomo temu tudi strmeli. Zdaj, normalno, Koper je dobra ekipa, če nam bo uspel, bomo videli, ampak temu bomo strmeli. Najlepša hvala. Hvala. Aleš Arnolj, roko na srce, ena izmed bolj skromnih predstav z vaše strani v tej sezoni. Je bila morda osnovna težava ta, da ste preveč pasivno krenili v tekmo? Zdelo se, da ste se nekako predramili šele po pretem zadetku v 24 minuti. Ja, več je bilo težav. Ena je sigurno ta, da v bistvu smo pa tukaj se narobe odločili, predvsem jaz sem se narobe odločil in smo naredili premalo število rotacij v začetku tekme. Ritem, ki ga imamo, je za nas očitno prenaporen, ga ne zdržimo na tem nivoju in smo v igri nerazpoznavni. Takšno število duelov, ki smo jih izgubili v prvih 25 minutah še v letošnji sezoni, nismo izgubili, pa potem spet bolje. Hitro prejmemo zadetek z bolj obetavnih situacij, ne zadanemo, manjka tiste lucidnosti v 16-metrskem prostoru, prihajamo do strelov, ki so mehki, ki so neodločni, tako da nesporno je, da smo v slabem momentu in da je v bistvu posledica tega slabega momenta tudi slaba serija. Igralci se zavedajo, da letos mislim smo imeli serijo 13-14 tekem brez poraza, skupaj s pokalom res dolgo serijo, zdaj smo pa v točkovno bistveno slabši seriji, tudi to je del sezone. Naš cilj bo čim prej izkoristiti prvi teden, ker ne bozijo tekme podvojene, si v bistvu spočiti, osvežiti in potem poskušati čim bolje tekmovati do konca. Približno 15 minut pred koncem ste napravili trojno zamenjavo, verjetno da bi glavne adute spočili pred naslednjim izzivom. Je bil na nek način to podpis kapitulacije že?
Glejte, v tem ritmu, ko smo mi, pa 120 minut v nafti, pa z širina kadra, s katero mi razpolagamo in tako naprej, treba biti izredno pazljiv tudi zaradi zdravja. In tukaj je kar nekaj igralcev šlo že v bistvu preko sebe v želji, da bi dosegali dobre rezultate, tako da je potrebno biti pozoren tudi na to. Dejstvo pa je, da pred 3-0 za igralce manj v bistvu izredno težko se bilo vrniti, ker so bili tudi nasprotniki dobri, tako da smo se odločili za to potezo, ki sigurno tudi v pogledu v naslednjo tekmo. Ja, razpolagate res z ozkim kadrom. Zdaj vzorec je verjetno že dovolj velik, da lahko rečemo, da je Bravo precej padel v formi, da nekateri elementi niso tako uigrani, kot so bili večji del sezone. Je torej ta ozek kader glavni razlog za to? Glejte, sigurno v določeni tekmi, ampak ne bi ga dal kot glavnega, tudi prej, ko v bistvu v začetku težkega, slabšega niza, v bistvu po dolgem uspešnem nizu nismo bili več tako natančni v igri, kot smo bili takrat. Tako da jaz mislim, da je tukaj več različnih razlogov in da predvsem moramo poiskati čim prej prostor in čas za to, da se osvežimo do te mere, da lahko čim bolje zaključimo sezono. Zdaj vas čaka domača tekma z Mariborom. Kaj si želite, da bi fantje popravili do takrat? Predvsem čim bolj se spočiti, čim bolj se osvežiti, sigurno določena mera rotacij bo, ker bomo v to primorani, da imamo v bistvu dovolj svežine in pa da v bistvu storimo bistveno manj napak, kot jih počnemo v zadnjem času. Ampak tako, kot sem rekel, gremo korak po koraku, skupaj smo bili, ko smo delali fantastično serijo, še zdaj smo v dobrem položaju, ne glede na to, koliko slabih rezultatov smo povezali, tako da igralci vejo, da imajo zdaj v tem trenutku maksimalno podporo, ampak na drugi strani se pa vsi skupaj zavedamo, da drugače, kot da bomo prevzeli odgovornost, da bomo ratali ponovno tako natančni, kot smo bili v vseh prvinah prej, ne bo prišlo v rezultata, ker je pač preprosto prva liga prekvalitetna. Glede na trenutne okoliščine, ali ima Bravo več možnosti, da pride v Evropo prek prvenstva ali prek pokala? Ja, dolga je pot, ne vemo, kako se bo odvijalo, v kakšnem stanju bomo kasneje, ko bomo prišli po tistem tednu do prve tekme s Koprom. Dejstvo je, da sta v pokalu zgolj 2 tekmi, ki te pripeljete lahko do konca, in manjše število tekem je sigurno prinaša višjo verjetnost, da to lahko osvojiš. Ampak, tako kot sem rekel, mi peljemo, verjetno bo ob koncu spet točkovno to najuspešnejša sezona, če bomo v bistvu dvignili krivuljo, tako da ne smemo zgubiti glave, ostati moramo racionalni in tudi igralcev v določenem momentu razumeti, ker predobro vem, da sami razumejo, da predstave, ki jih kažemo v zadnjem času, preprosto niso dovolj dobre, pa čeprav nam v določenem trenutku res sreča ni naklonjena v določenih tekmah, ampak kljub vsemu odgovornost moramo prevzeti mi vsi skupaj in verjamem, da bodo rezultati dobri spet sledili. Najlepša hvala. Matej Poplatnik, že z vašim trenerjem Alešem Arnolom sva se pogovarjala, da danes nekako niste bili pravi. Imate vi morda kakšen razlog, zakaj je bilo temu tako? Ja, mogoče pač smo bili malo neprepoznavni, ni bilo tiste prave mogoče agresije, duelov, kar smo v bistvu bili mogoče že malo razvajeni z naše strani, ker smo to res dobro delali. Tako da v bistvu vemo, kje je naša težava, če lahko temu tako rečemo, panike ni nobene. Zdaj res, da koliko smo bili v dobri seriji, smo zdaj malo slabši, to pa ne pomeni, da je konec. Pred nami še ogromno tekem, vemo, kaj moramo popraviti. Jutri je že nov trening in nova priložnost na to, da to potreniramo že na treningu in pa z veseljem pričakujemo Maribor. Najlepša hvala. Haris Kadrić, iskrene čestitke za zmago. Danes ste res verjetno uprizorili eno izmed boljših predstav v tej sezoni. Ja, tako ste bili tudi na terenu. Mi smo od prve do zadnje minute, mislim, da nadzirali potek srečanja, bili boljši, na koncu uživali v tej zmagi. Mislim, da smo tudi, tako sem rekel, zasluženo prišli do 3 točk in nič. Oziramo se novi tekmi, ki je čez 3 dni. Proti bivšemu delodajalcu ste dosegli 2 gola. Prav v dresu Brava ste pod taktirko Dejana Grabiča kot golobradi mladenič zablesteli v članski konkurenci. Letos pa ste se razcveteli v dresu Primorja. Je to življenjska forma Harisa Kadrića? Ja, bi rekel, to so oni momenti napadalca, za katere živiš, hočeš, da trajajo. To, kar ste rekli, so bili lepi spomini, ampak vsak dan je novo dokazovanje. Jaz sem zdaj tu v Primorju, vesel sem, da sem lahko pomagal sebi, ekipi do novih 3 točk in verjetno ste tudi sami slišali veselje po tekmi. Tako da mi bomo probali do konca sezone, ne glede na to, da bi rekel, nabiramo pridno točke, vsako tekmo iti na zmago in še čim več takih, bi rekel, užitkov doživeti. Tako zmaga kot tudi dobra strelska forma, pa sta verjetno odlični popotnici za primorski derbi konec tedna. Ja, se pravim, danes bomo imeli čas malo, da se poveselimo, že jutri se obračamo o novi tekmi, ki je
zelo hitro, tako da ne bomo se uspavali, probimo tu tam. Vemo, na kak način priti do rezultata in probimo to tudi pokazati na terenu, tako da se že oziramo v tej tekmi. Hvala.